hotel sem predstaviti eno idejo, en program, ki se prodaja v javnosti, odkar vem zase, in bi rad raziskal z vami, če ima res dober namen. Naprimer, v javnosti se, odkar se zavedam zase, prodaja ideja, da je dobro čim prej zapustiti dom, češ ptički morajo enkrat odleteti iz gnezda, da je dobro čim prej zapustiti dom, naprimer pri 18 moraš iti od doma, zato da se postaviš sam na noge, da si dokažeš, da v lifeu zmoreš, zato ker moraš pač postati samostoječ človek. To je naprimer program, ki se v javnosti prodaja že cel cajt, že cel life, in čeprav je delno nekaj v njemu res neke resnice, ampak ne na tak način, kot se prodaja. Ne? Zato, ker ti v resnici s tem, da greš čim prej od doma, to ni nobeno zagotovilo, da boš ti ratal samostojen, harmoničen pripadnik skupnosti. Ne, to ni nobeno zagotovilo. To ni nobeno zagotovilo, da če živiš na svojem, da boš prišel do svoje moči. Če ljudje do česar pridejo, ponovadi pridejo do nekega mogoče finančnega uspeha, ampak do svoje moči zares ne. In finančni uspeh ni zares uspeh v življenju, ker uspeh v življenju je osvoboditev življenjske sile. Živeti skozi intuicijo, to je uspeh, ki te zadovolji na vseh nivojih človeka, ne samo na finančnem nivoju. In pač to, da človek čim prej gre od doma, v resnici torej zares ne prinaša takšne opolnomočenosti, kot ideji, iz kateri izhaja, ne, če to ti bo prineslo opolnomočenje, tega zares takšen program, ta program ne prinaša v glavnem. In sem hotel samo povedati, da istočasno, če pogledaš, torej prvo kot prvo, ta program, ta ideja ne prinaša opolnomočenja, lahko ti prinese morda neko finančno opolnomočenje, materialno, morda, še to ne vsem. In torej v resnici sploh ne deluje, ker vsi ljudje, ki jih poznam in so šli od pri 18 od doma, v resnici niso celostni ljudje in ogromno se jih še zmeri komaj preživlja. In se hotel samo povedati, da torej to ni nobena rešitev in ne samo, da ni rešitev. V resnici je tukaj notri tudi ena zlonamenska propaganda, da v bistvu preko greš ti od doma, preko se ti osamosvojiš, češ pod pretvezo dokaži si, da zmoreš, v smislu neka iniciacija, ne? Pod pretvezo nekaj dobrega, v resnici ima negativen namen. Zato, ker kaj se je s tem zgodilo? Preko greš ti od doma, naprimer gremo reči družina 5 ljudi, dokler so kot družina na enem mestu, se jih dojema kot eno gospodinjstvo, kot en uporabnik v tem sistemu. Enkrat, ko grejo pa pač vsak svojo pot, zato ker je treba pač odrast, kaj ti s tem dobiš? Več porabnikov v sistemu. Torej ta ideja, kao pejdi čim prej od doma, v bistvu ima slab namen. Čeprav se je v družbi prodajala kot nekaj ful inteligentnega in razvitega, v resnici ima negativen namen. Prvo kot prvo ne rešuje tega problema, kot naj bi ga prinesla, oziroma kot ga propagira, ne rešuje. Ti nisi opolnomočen, samo zato, ker se osamosvojiš. In ljudje se zares, dosti se jih sploh zares ne osamosvoji, s tem, da se jih osamosvoji. Torej, pod pretvezo, da se ljudje osamosvajajo, se zares ne osamosvojijo. Tako da to ne deluje. In ne samo, da ne deluje, torej pač prinaša v bistvu več porabnikov v družbo, ne v sistem. Torej prej je bilo eno gospodinjstvo, je bila familija, je imela ene stroške, potem pa so imeli torej skupne stroške, so bili razbremenjeni, so si pomagali, torej preživetveno razbremenjeni, ker jih je več na kupu, in finančno manjše stroške. In še pomagali so si lahko. In pač
Tako so, na primer, živeli včasih ljudje, ne? Tako je bilo včasih na kmetijah, še zdaj je tako na kmetijah. Ni samo ta ideja, kao, da pumpajo otroke zato, da boš imel delovno silo na njivi. Ne? V resnici pač je familija je živela skupaj, zato ker si je pomagala in ker pač mi smo družbena bitja, smo plemenska bitja, ki radi živimo v skupnosti ljudi, ki je harmonična skupnost. Ne? Če harmonična skupnost ni, potem itak da nočeš biti del takšne skupnosti. Če skupnost ni harmonična, kdo si želi biti del skupnosti? Ne? Mi tle na obali, oziroma bom rekel jaz, imam tak pregovor, meglio solo che mal accompagnato, ne? Raje sam kot v slabi družbi. Jaz se podpišem pod ta govor, to je moj moto. Ampak to je samo zaradi tega, ker res kvalitetne družbe ni. Če bi kvalitetna družba bila, ja, še zmeraj je mega biti sam, ampak v družbi, takšni kvalitetni, je pol tudi full fine biti. Ne? Ampak ker ni take družbe, so pol pač ljudje sami. In torej pot v takšno družbo je samo skozi utelešenje, zato ker nimamo ljudje utelešenja, nismo avtentični in pristni in zares inteligentni. In če nisi takšen, nisi zanimiv ljudem, ker noben ne mara fake ljudi. In pač dokler bomo imeli fake ljudi, ki živijo iz glave, namesto iz utelešenja, pač ne bomo imeli skupnosti. In torej samo če delamo na utelešenju, torej da sledimo korak po korak, kos po kos, grižljaj po grižljaj, v sprejemanju odločitev, življenje po svoji intuiciji, torej sprejemanju izraza našega življenja, življenjske sile, tistega, kar je najbolj živega v nas, tudi takrat, ne samo ko je fino, ampak tudi ko nas je strah, samo na ta način, kjer živimo življenje, torej samega sebe, lahko skozi življenje samega sebe živimo tudi tisti potlačeni del nas, kjer skozi življenje kot ultimativno metodo dosežemo harmonično, opolnomočeno stanje. To je edina metoda, ki deluje, življenje samo je metoda, ki si jo je Bog izmislil. In nič drugega ne deluje. Jaz sem probal vse odprej, kar ponuja človek, ne deluje. Mogoče regulira stres, ampak ne prinaša trajnostnih harmoničnih rezultatov, ki se jih ohranja iz stanja spontanosti. Je pol zmeraj neka metoda, od katere si odvisen, to, kar ponuja človek. Ne? Bog ponuja rešitve, človek pa ponuja handicap. In v glavnem, tisti, ki pa hodijo z Bogom, ne? Tisti pa pač ponujajo rešitve. Zato, ker so itak podrejeni življenjski sili. In v glavnem, samo na tak način lahko pridemo do skupnosti, v kateri je vredno in si bo ljudje želeli živeti. In pač samo na tak način, skozi utelešenje celega spektra človečnosti, mi lahko zgradimo družbo, kjer je potem v njej prijetno lahko živeti in kjer si potem ljudje z veseljem ostanejo in gradijo življenje. Ne, ker res, če pogledaš na tak način, prej ko greš od doma, prej ko se torej družina razloči in gre vsak po svoje, prej bo sistem dobil več porabnikov. Več ko imaš porabnikov, več imaš sužnjev. Zdaj bo vsak imel svoje stroške, vsak bo sam zase, sam si šibkejši, več vemo, če smo skupaj, če smo izločeni, osamljeni, smo šibkejši, manj vemo, težje je preživeti in več imaš stroške. Torej, težje je iti čez life in bolj si izgubljen, če si sam. In hoče samo povedati, da pač to je bila ideja teh globalistov, kapitalistov, kakorkoli, elite, plasirati v javnost idejo, da preko greš od doma boljše je, da je to neka podiniciacija osamosvojitve, ampak v resnici ni. V resnici ni. Ker osamosvojitev pomeni osamosvojitev na vseh nivojih. In jaz ne poznam niti enega človeka, ki bi to dosegel. Na ta način, da se osamosvojiš, izoliraš od družine. Ne? To se ne dogaja. Torej, to ne deluje. To ne deluje in še poleg tega ima ta zloben namen, ki pol dobi sistem še več sužnjev. Ne? Namesto eno gospodinstvo je zdaj vsak zase, več porabnikov, več stroškov, težje preživetje in na ta način, ko je vsak sam in mu je težje v lifeu, ima še težji torej dostop do prave osvoboditve, osamosvojitve, notranje osamosvojitve.
notranje harmonije in potem s tem do skupne harmonije, ne? Če ti je težje v lifeu preživeti, kje boš ti imel zdaj še cajt zase? Če moraš vse zdaj delati sam, to, kar je prej delalo 5 ljudi, če moraš to zdaj ti vse sam delati, kje boš ti imel še cajt zase, zato da se porihtaš, da prideš k sebi? Nemogoče je. In še s tem je dobil sistem več porabnikov, več keša, more money for themselves. Ne? Torej, če pogledaš, torej ta program ne deluje in zloben namen ima. Torej, hočem povedati, jaz kličem k temu, vsi tisti, ki me poznate, ki ste me kdaj spoznali v lifeu, dobro veste, da jaz sem lone wolf, definicija tega, in jaz ne kličem k temu. Jaz ne kličem k temu, da moraš biti lone wolf, to ni nobena rešitev v lifeu. Je del človeškega izraza, ki je cool, če si cool z njim, in jaz sem cool s tem, jaz sem definicija tega. Ampak to ni nekaj za se hvaliti, to hočem povedati. Je samo eden od izrazov človečnosti. Ni pa cel spekter. Del spektra je tudi družinsko, skupno življenje. In hočem samo povedati, da torej nehajte prodajati teh bučk v družbi, zavedajte se, da ta program zares ne deluje in ima zloben namen in kličite k temu, da se skozi utelešenje osvoboditve življenjske sile postanemo harmonični ljudje, kjer lahko končno gradimo harmonično skupnost, katere si bojo vsi želeli biti del. In pač na ta način se potem končno ljudje z veseljem dajo skupaj, kjer lažje preživijo, si lahko pomagajo in nam je pač lepše v lifeu, lažje v lifeu. Naprimer, meni je mega biti sam, ampak ko pogledam svoj life naprej, jaz se vidim z eno lepo curico. Nema veze, koliko sem rad lone wolf, koliko mi je mega biti sam, jaz se vidim z eno ful lepo curico, s katero se štekam za popizditi. Meni bo ta curica nekaj najjačega ever. In hočem samo povedati, da pač to lahko dosežemo samo skozi integracijo življenjske sile celega spektra, življenje po intuiciji, kjer pač postanemo življenje samo, to, kar si je življenje želelo biti, to, kar si je Bog zamislil za nas, nebesa, zato ker potem v taki družbi hoče vsak biti. In potem tukaj ta program, ki se prodaja, sploh več ne bo imel nobenega vpliva. Zato ker ljudje bojo hoteli biti skupaj. Noben več ne bo rabo biti sam zase. Ljudje bojo hoteli biti skupaj. In poleg tega, če hočeš ti res dokaz o samosvojitvi, res dokaz, doživijo znotraj družbe, doživijo znotraj družine, lahko je pri 16-18 letih spizditi od doma, se rešiti kučnih problemov in se delati, da si osvobojen, zato ker imaš pare. Sfunkcioniraj tako, da si opolnomočen individualno znotraj družine, to je težje. Veliko težje je živeti v družini, kjer so nestrinjanja, neke destruktivnosti in znotraj tega, kjer ti drugi punijo glavo, biti samosvoj in močen. To je veliko težje, kot čim prej se spizditi doma in se postaviti na svoje noge. To je najlažje. Najlažje se postaviti na svoje noge, ker si čim prej sam, si zrihtaš šiht, imaš pare in se preživljaš. To je najlažje. Težje je to doseči znotraj družine, znotraj neke skupnosti, ki je na primer destruktivna. To je ful težje. Ker vemo, da so naše družine destruktivne. Mogoče ne v celoti, ampak so. In torej to je ful težje. Torej, če hočeš res tisti pravi test, a sem jaz odločen, osvobojen, osamosvojen človek, če sem jaz res suvereno bitje, doživi to znotraj kaosa. To je lahko doživeti v izolaciji. V izolaciji ni to problem doživeti. Doživi to znotraj kaosa. To je pravi test, prava iniciacija. Tu je dokaz, si ti suveren, ko si v kaosu, ne ko si v izolaciji. Torej, če pogledaš ta program, ne samo, da ne deluje in da ima zloben namen, zares sploh pravi test ni tvoje suverenosti.
če hočeš res tisto iniciacijo v vodenje samega sebe, da se prepoznaš kot lider svojega življenja, doživi to znotraj skupnosti, ki jo vodiš. Najlažje je voditi samega sebe, to je pičkin dim. Vodi sebe in še druge ljudi, mogoče tisti, ki so kaotični. Ne? To je test. Torej, če hočeš pravi test o samosvojitve, doživijo med ljudmi. In samo tam jo zares lahko doživiš, samo tam boš testirana v celoti. Tako da nehajte ko papiga prodajati ta program, ne deluje, zloben namen ima in sploh ni pravo opolnomočenje, ker nisi testiran za res. In poleg tega, šele ko greš čez vse to, kar sem zdaj povedal, boš pač videl, da v bistvu ja, cool je biti sam, treba je znati preživeti sam, ampak treba je preživeti med ljudmi, kar je še težje, ko vemo, da so ljudje v kurcu, ne? Najlažje je biti na svojem izoliran in si misli, da je vse fajn. Preživi med v kurcu ljudmi, to je izziv. In ljudje, ki čim prej spizdijo od doma, ne vejo sploh, kakšen izziv je to, da ti preživiš med ljudmi, ki te cel cel programirajo kontra od tebe, tega, kar si želiš. To je izziv. In istočasno, jaz ne kličem k temu, da bi se ti zdaj dokazoval, da si jači kot oni, ki gre od doma, ampak rad bi samo povedal, da nič ni narobe s tem in da je v bistvu nekaj lepega, da kot ljudje, pač kot skupnost, kot pleme, kot družina funkcioniramo. Ampak je nekaj treba narediti za to. Sprejeti svojo potlačeno življenjsko silo na edino metodo, ki deluje, sledenje svoji intuiciji. To je to. To je odgovor za vse probleme v svetu. In v glavnem, moj klic je v bistvu k temu, da se ta program končno prepozna kot lažen in da se upelje tega novega, ki prihaja samo od sebe, zato ker imamo dokaze skozi utelešenje, da je res. Da pač živeti v družini je lažje, več glav več ve, ta sistem zjeban, ne rabi 5 potrošnikov, ampak ima lahko eno gospodinjstvo, ki si deli stroške, ki živijo skupaj pod streho, ne zato, ker morajo, ampak zato, ker se imajo radi, ker znajo funkcionirati, ker imajo harmonične odnose. Več glav več ve, skupaj smo močnejši, lažje je preživeti, pomagamo si lahko, najprej so starejši za nas skrbeli, ko smo bili majhni, potem mi, ko odrastemo, lahko skrbimo za stare ljudi, okoli bajte se lahko postori, ne? Če je družina skupaj, se pač je človek navajen hitrejšega soočanja v skupnosti, se navadiš hitrejšega soočanja s svojo življenjsko silo, ker se večkrat izrazi in na ta način lahko prej sprocesiraš ves svoj strah v skupnosti. Ne rabiš med partnerja, dovolj je, da si med ljudmi. In torej v skupnosti bi osvoboditev življenjske sile, utelešenje dosegli še hitreje kot v izolaciji. Morda je tudi to eden od namenov tega pedi čim prej od doma, ker v izolaciji boš težje osvobodil življenjsko silo in to ima sigurno elita tudi ta nek zloben namen. Ker če greš od doma in si izoliran, ti sebe ne boš osvobodil. Ne? Torej samo, če si v skupnosti, se boš prej osvobodil svojega strahu, represije življenjske sile in pač samo skozi skupnost lahko prej postanemo harmonična skupnost, harmonični ljudje, samo s tem, da živiš v stiku z ljudmi. In torej, če je to, da živimo v skupnosti, pot k hitrejšemu razreševanju problemov, potem hočem skupnost.
ne? Sem hotel samo povedati in podati vse dokaze, da je čisto cool, če živiš doma. Ne, ker danes se cel cajt govori, če si doma, si mamin sinko, naprimer, ali pa očkova hčerkica ali karkoli. Ne, če si doma, si loser. Vsi vemo, da je ful težko preživeti na svojem in tisto še bolj oteženo preživetje ti ne omogoči, da bi ti zrastel zares. Tako da jaz kličem k temu, da ljudje ostanite doma, soočite se z vsem sranjem, soočite sebe in druge z vsem sranjem, zato da se lahko osvobodimo in živimo končno v harmonični družbi, kjer se pač končno zares lahko živimo v odnosih, zato ker si želimo in ne zato, ker moremo. Ne zato, ker bi mogli preživeti in tolerirati, ampak zato, ker bi nam res bilo fajn. Da bi nam bilo fajn. Torej, ta video je z namenom, da bi nam bilo lažje in fajn. In na ta način nam bo lažje in fajn. Torej, kaj je spet rešitev? Slediti svoji intuiciji v izraz življenjske sile, ki te vodi v cel spekter človeškega izraza. Življenje bazirano na odločitvah, ki prihajajo iz življenja samega v tebi. Tudi takrat, kadar te je strah. Življenje po srcu, po intuiciji, ki nam bo prineslo harmonično skupnost, zlato zapuščino, opolnomočene Slovence, opolnomočen narod, zdravje na vseh nivojih, bogatstvo na vseh nivojih človeškega življenja. To je edina pot in to lahko samo skozi utelešenje doživimo. Noben politik tega ne bo zrihtal za nas. Vsi, ki mislite, da je cool voliti neko stranko, ki je zdaj na sceni. To se bo zgodilo od znotraj in ne od zunaj. Delo je na vsakemu posamezniku in ne na eliti, ker eliti itak nima tega namena. Oni imajo ravno kontra namen. Oni se izdajajo, da imajo dober namen, ampak v resnici so dvojni agenti, delajo se, da hočejo dobro, v resnici pa hočejo slabo. In pač zato ne bomo prišli nikamor, če bomo čakali, da nas nekdo drug reši, ampak samo tako, da sami sebe rešimo. Da prepoznamo tukaj, kar jaz govorim, da niso bedarije, ampak da je nekaj, kar ti mogoče rezonira, ampak šele ko boš imel sam izkušnjo, boš videl, če je res. Ostanite doma, razrešite probleme, kolikor neprijetni so. Ne zato, da bi funkcionirali, ampak zato, da res razrešimo probleme in da najdemo tudi radost, ko smo skupaj in ne samo toleriranje. Kakšen je to life, če ne? Zaman. Hvala lepa. I want it all the way. Ne vem, kakšno je besedilo. V glavnem, I want it all, sem hotel reči. Ne? Jaz hočem vse. Zakaj ne bi imeli vse, če imamo lahko vse? Zakaj ne bi imeli polno življenje, če imamo lahko polno življenje? Ampak kako imaš lahko polno življenje, če ne slediš življenju? Ne? Če živiš po glavi. Nemogoče je. Torej, če hočeš iti v novo smer, v nepoznano smer, iz disharmonije, če si znotraj disharmonije in deluješ po poznanem, se lahko samo v disharmoniji vrtiš. Če greš skozi intuicijo v nepoznano, torej ne po glavi, ampak po srcu, po življenju v sebi, grižljaj po grižljaj, kos po kos, ne naenkrat, če ne moreš, greš kos po kos, zdaj čez 3 dni bom pa tako naredil in potem bom čez 2 dni spet tako naredil. Greš kos po kos, da izbiraš izbire po srcu, po intuiciji in na ta način si boš sam sebi dokazal, da je življenje ultimativna metoda, ki prinaša
zadoščenje, ki te naredi v pristnega, avtentičnega človeka, ker to je pot avtentičnosti, ki si jo je treba zaslužiti. Ne pripada kar tako, treba jo je živeti. In zato je potrebno neko obdobje. V stanje avtentičnosti ni kar tako lahko, kot ljudje mislijo, da je. Avtentičnost si je treba zaslužiti. Tako da ja, mi gre po glavi komad v glavnem, ena pesem, ampak sploh besedila ne poznam. In še to je muzika, ki jo sploh poslušam, ne, stari. I want it that way, tell me why. Tako, ja. V glavnem, jaz sem mislil, da ta komad govori o tem, da pač bi pač hotel vse, ne, da pač prav je, da si želimo vse. Zakaj pa ne bi imeli vsega? Zakaj bi se dovolili z neko malenkostjo? Zakaj bi živeli v strahu? Zakaj bi živeli v preživetju? Zakaj bi si cel cajt vsi govorili samo da ni slabše? Dobro je tako, kako je. Zakaj bi si tako govorili cel cajt? Zakaj ne bi zajemali življenje s polno žlico, tako rečejo? Če imamo to na voljo. Vsak ima to na voljo. Enim je težje do tega, ampak še zmeraj imajo to na voljo. Enim je lažje do tega, ampak še zmeraj imamo to na voljo, vsi imamo to na voljo. In če tisti, ki nam je lažje, naprimer, da prijemo do tega, ne bomo prišli do tega, kako lahko pričakujemo tisti, ki jim je težje, da bi prišli do tega? Zdaj moramo biti realni, ne, se zavedati, da pač eni ljudje ne bojo nikoli v tem življenju se usmerili v harmonijo in razreševanje problemov. In s takimi ljudmi nimaš kaj delati. Jebi ga. Ne, jaz ne kličem, kot pravim, jaz ne kličem k toleriranju. Meni je zelo mega biti sam. In jaz ne bom v odnosu zato, ker bi mogel biti. V odnosu bi bil zaradi tega, ker bi rad bil. In ker bi ljudje, ki bi radi bili radi z mano. Ne? Ker bi obe strani bile rade. Torej, to je cilj. To je cilj. In edina pot k razreševanju problemov je osvoboditev življenjske sile. Torej, živi po intuiciji, pa boš imel dobre odnose. Živi po glavi, pa boš imel slabe odnose. To je to. Program v glavnem ne deluje. Ostani doma, razrešuj probleme, ker samo v skupnosti se lahko zares razrešijo v odnosu z ljudmi in v odnosu z življenjem. Dokaži si znotraj tega svojo osamosvojitev, svojo moč, to je prava iniciacija v odraslost. Poleg tega je to del življenja, ki ga moraš biti sposoben živeti, če hočeš reči, da si cel človek. In v resnici je v kvalitetni družbi radost. Ne? Torej, vsak človek je rad v kvalitetni družbi. Mega je biti sam, ampak ful mega je biti tudi v kvalitetni družbi. In to je edina pot vanjo. To je to. Nehaj se sekirati, kaj si bojo drugi mislili o tebi, da je kaj narobe s tabo ali karkoli. Če imaš opcijo ostati doma, ostani doma. Če imaš opcijo se povezovati z ljudmi, se povezuj z ljudmi. Če imaš opcijo vzpostaviti družino, vzpostavi družino. Če imaš opcijo vzpostaviti odnos, ampak ne pozabiti, da čeprav je to vse fajn, se delo začne znotraj tebe.
Brez tega ni ničesar, ni družine, ni skupnosti. Mislim, je, ampak je taka brezvezna, destruktivna. Ne? Naprimer, bom povedal samo še eno svojo izkušnjo. Sem poslušal en podcast in sem ful rezoniral z nečim. In sem hotel samo povedati, naprimer, jaz sem bil pač v odnosu z ljudmi, ki so od samega štarta govorili, da kako se jim gre za to, da bi razrešili stvari, da kako se jim gre za evolucijo in za zdravljenje z ljubeznijo. Ful lepih besed na začetku zveze in potem tekom zveze vse kontra od tega. Vse kontra od tega. In hočem povedati, da sem se počutil prevaran. To je zame bila prevara, ki je trajala cel odnos. Zato, ker se te ljudje nikoli niso odločili za delo na sebi, katerega so promovirali, da bojo delali. In sem se počutil prevaran in izkoriščen, ker jaz sem definicija evolucije. Če ne bi bil tukaj, kjer sem, in ne bi imel teh rezultatov, ki jih imam. In ne bi imel te inteligence, ki jo imam. In hočem samo povedati, da pač delo se začne znotraj tebe. Če ti tega ne boš delal, zares varaš ljudi in pričakovati, da bojo ljudje hoteli biti s tabo, medtem ko si ti tak destruktiven, proti evoluciji, malo morgen, sem raje sam. Torej, res vse se začne znotraj sebe, ne? Vse se začne znotraj sebe. Če hočemo harmonično družbo, rabimo harmonične posameznike. Ker družba je narejena iz posameznikov, ne? To je to. Tako da ostani doma, kul je, če si del družine. Ajde.